Živijo, midve bi se pa radi naučili, kako narediti družinsko drevo. Boste pa ravno prav prišli, jaz sem zlih sredi dela. Na tak obrazec lahko narišeš svoje družinsko drevo v enih takih osnovah, začneš vedno pri sebi, potem pa izpolnjuješ za očeta, za mamo, pa za dedka pa babico po en stran, pa dedka pa babico po drug stran in tako nazaj po generacijah. A vi imate izdelano vaše družinsko drevo? Moje družinsko drevo se je začelo v papirnati obliki, ampak zelo hitro rodoslovci ugotovimo, da je papirnata oblika nepregledna. To je samo en del mojega družinskega drevesa, pa je že en fascikel in potem zelo hitro preklopimo na računalnike. Obstaja veliko računalniških programov, ki ti omogočajo izdelavo družinskega drevesa, se da potem na vsakega človeka še posebej klikant. A ste ga dolgo izdelovali? Mislim, zakaj se sploh lotiš tega? Kakšni začnemo s tem zelo mladi, zelo velikih začne s tem, ko se enkrat upokojijo in vedno rečejo, joj, prej nisem imel časa. Je pa to vedno zadaj zanimanje za to, kdo si, odkot prihajaš. Mogoče je stara mama zmeri govorila, da mi smo pa s tem pesnikom v sorodu in potem rateš radoveden in hočeš dokazati, kako in kaj si v sorodu s tem pesnikom. Včasih rata, včasih pogotoviš, da je to zgolj pravljica. Je pa to drugač projekt, ki se nikoli ne konča. Vedno je apetit po tem, da bi našel še enega prednika, še malo bolj nazaj v času. To so recimo moji dve stari teti, ki sta bili tako 15 let stari, kaj takega. To je fotografija, kaj piše, evo, iz leta 43. Recimo, to je od ene od njiju, šolska fotografija. Takšni so bili otroci, ki so v šolo hodili. Te punce so stare tam 5-6 let, kaj takega. To sta moja babica pa moj oče, ki je bil še čist mičken. In seveda imamo rodoslovci pa pol spravljene od kakšne stare slike sebe. No evo, to sem pa jaz. Kaj so pa ti dokumenti tukaj? Včasih ti dajo sorodniki kakšne ti stare dokumente, tudi tebi, pa rečejo, pa jih ti sprav, pa jih imej ti. In jaz imam kar tako eno tako zabavno zbirko tega, pa imam recimo tukaj en star rojstni in krstni list, so take delali. Kako sploh izgleda osnovno družinsko drevo? Pri družinskem drevesu je vedno najboljše začeti pri sebi. In bomo napisali samo jaz. Da se ve, da so ti. In potem se to dopolni z kdaj si rojen. Taka zvezdica je mednarodni znak za rojstvo in napišeš datum pa kraj. Vedno je treba napisati kraj, v katerem si rojen, da ne bo potem čez 100 let nekdo tebe iskal, ne vem, v Mariboru rojena bila pa v Ljubljana, ne. Na eno stran je stran za očeta, drugo je pa stran za mamo. In lahko narišeš lepo na začetku mama, pa kdaj je rojena, in potem iz mame naprej še dve puščici, babica, dedek, ti imaš pa tam prostor za očeta, oči, ati, tata, kakorkoli. Tako, pa kdaj je imela mama rojsten dan, pa lahko tle narediš dedek, pa babica. Pač očetova starša. In potem na ta način, kakor smo to delali, greš lahko vedno pa še eno generacijo nazaj. A je družinsko drevo vedno narejeno na tak način? Osnovna ideja je res vedno enaka. Edina omejitev je tvoja domišljija. Recimo, tle je ena taka luškana, ki je kar risan, lej. Lepo, ki so takih srčki. Srčki, no da, ja, kakor se človek zmisel. Ta je recimo delan računalniško. Pa veliko ljudi noter. To je zelo veliko ljudi noter in to ima ena gospa doma na zidu. Plemiške družine recimo so rade si izdelovale taka lepa, velika družinska drevesa tudi z grbi. Ta je tudi luškan. Ta mi je pa všeč. Tale z rožicami? Ja, Ja. marjetice, take To lepe. to je na travniku, je na trgu marjetice in jih zložil v to obliko tega družinskega drevesa. Kako se pa označi družinske posebnosti? Smrti se označuje s križem, poroke se označi z dvema obročkoma, kot prstana poročna, recimo ločitev. Prstana narazen narišeš, nekateri grejo celo tako daleč, da se recimo še prečrta celo zadevo. Sicer je pa to cel sistem dogovorjenih znakov, je pa včasih tudi tako, da če se pa znaka ne spomniš,
ga pa izumeš za takrat. Ker če je to tvoje družinsko drevo, ki ga ti rišeš, si ti njegov šef. Kako bi pa naprimer posvojitev označili? Kako bi pa vidve označili posvojitev? Se smo prej rekli, lahko si jo tudi zmislimo. Lahko bi bil tak srček, pa pol tako nek tak plusek zraven. ali pa- Srček, lahko damo srčka.